Jaz mislim, da za cigaretka. Prodajo več, tudi za starejše kot za otroke. Kaj ste imeli dobro za kje so dopogovarjali? Sprejeli smo tiste izbire, da jih nimamo več, cel ogen strih. Ja, eni mislijo, da se razmaščujemo, eni si mislijo, nečkaj posebno. Zadnji delamo tako to. Hvala se, res smo dali roke, da mislim, če opravimo. Še ne bili stvari. Ja, poročilo območij smo zdaj brez razprave, sploh je letna kladanja, pa kaj poročilo. Ne bi šlo. Predhodne. To je tak prvarsko 3-4 prvarček odločijo, tisko je 5, pa še po vsej sročno. Ja, tako je. Spoštovana članica in člani Komisije socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, spoštovani vabljeni na današnjo sejo. Ugotavljam, da je komisija sklepčna, zato pričenjam 27. izredno sejo Komisije socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki sem jo sklical na podlagi 20. in prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta. Na začetku obvestim, da je seja vizualno in vizualno in zvočno snemana, zato v skladu s navodilom prosim, da razpravljalci razpravljate iz govorniškega pulta. Z današnjo sejo sta se upravičila državni svetnik Danijel Kastelic, ki ga nadomešča državni svetnik Samir Kalil, dobrodošel, in državni svetnik Alojz Kovšca. Prehajamo na odločanje o dnevnem redu današnje seje, in sicer s sklicem seje 7. februarja ste po elektronski pošti prejeli predlog dnevnega reda, ki se glasi: Predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela in pa predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih. Želi kdo razpravljati o tako predlaganem dnevnem redu? Če ne, vas prosim za odločanje o dnevnem redu. Kdo je za dnevni red, kot sem ga prebral? Kdo proti? Ne, hvala. S tem zaključujem odločanje v dnevnem redu. Kot so bili obveščeni včeraj po elektronski pošti, je predstavnica predlagatelja v okviru 2. točke dnevnega reda, poslanka Državnega zbora, gospa Janja Sluga, se upravičujem, prosila, da zaradi njene obveznosti naprej, če lahko zamenjamo vrstni dnevni red, in sklepam, da nihče temu izresno ne nasprotuje. Hvala. Torej, prehajamo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih. Predlog zakona, katerega vsebino je v osnovi pripravila pravna mreža za varstvo demokracije, je obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim gospodom Igorjem Zorčičem. Povezavo do vsebine predloga ste prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj je predlagal obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, kar je bilo na kolegu predsednika Državnega zbora zavrnjeno, zato se predlog zakona obravnava po rednem postopku. Na podlagi vložene zahteve predlagatelja, da se o predlogu zakona opravi splošno razpravo, je Državni zbor slednjo opravil na svoji 29. redni seji 4. februarja in sprejel sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. In zdaj predajam besedo kar predstavnici predlagatelja, poslanki Državnega zbora, gospe Janji Sluga. Izvolite. Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, najprej hvala lepa za razumevanje, da sem lahko prišla do zamenjave teh točk. Torej, kot je bilo že rečeno strani predsedujočega, Državni zbor je na svoji seji že opravil prvo obravnavo oziroma splošno razpravo o predlogu zakona, pri kateri je večina poslancev ocenila, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.
Ravno tako so se večini poslanskih skupin odločili, da prispevajo podpise tudi pod zahtevo za izvedbo splošne predstavitve mnenj, kar je bilo dejansko v razpravah ob teh predlogu zaznati. In predvidevam, da bomo danes zbrali te podpise in vložili tudi jutri v postopek zahtevo, da se opravi javna predstavitev mnenj. Zakaj je to pomembno? Zato, ker v prvi obravnavi seveda predlagatelji zakona, ki so danes tukaj prisotni in jih lepo pozdravljam, niso imeli možnosti predstaviti svojih stališč, niti niso imeli možnosti odgovarjati na vprašanja poslank in poslancev, ki pa jih je, seveda, treba je biti odkrit, bilo kar nekaj. Kot verjetno vsi veste, razlogi za pripravo tega predloga tičijo v dejstvu, da je Ustavno sodišče Državnemu zboru naložilo odpravo protiustavnosti, ki jo je zaznalo ob obravnavanju vladnih odlokov za upravljanje z epidemijo. Državnemu zboru tudi naložilo rok za odpravo, vendarle pa do odprave te protiustavnosti ni prišlo. Kaj je v bistvu Ustavno sodišče reklo? Reklo je, da obstoječi, torej stari zakon o nalezljivih boleznih, daje vladi preširoko polje presoje, da sama ureja tudi vprašanja, ki so v resnici stvar, ali pa bi morala biti stvar zakonodajalca. Da zakon o nalezljivih boleznih, kot obstaja v tem trenutku, ne določa, v katerih primerih, za koliko časa, na kako velikem območju se lahko uveljavljajo ukrepi in tudi ne vsebuje nobenih varoval, s katerimi bi omejili prosto presojo izvršne veje oblasti. Predlog, ki ga imate danes na vaših mizah, po oceni poslanske skupine nepovezanih poslancev, v kateri smo se odločili, da predlog civilne družbe, ki je bil narejen s toliko truda, s toliko predanosti in s toliko usklajevanj, pač zasluži biti obravnavan, zasluži, da se o njem pogovarjamo, po našem trdnem prepričanju, torej prepričanju naše poslanske skupine, pa je tudi ustrezen in ustrezno odgovarja na prav vsa vprašanja, ki jih je problematiziralo Ustavno sodišče. Predlog v bistvu dileme rešuje na, nam se zdi precej enostaven, predvsem pa na izvedljiv način, in je v bistvu uspel najti neko ravnotežje med dvema dilemama. Torej, na eni strani med obveznostjo države, da varuje ustavno zagotovljeno pravico do življenja, do zdravja ljudi, in na drugi strani dilemo omejitev človekovih pravic, ki pa seveda morajo biti podvržene zelo strogi presoji testa sorazmernosti. Kot rečeno, predlog je pripravila stroka, civilna družba, in tudi stroka ocenjuje, da je kvaliteten. Mi se seveda z njimi strinjamo. Tisto, kar vsebuje zakon, pravi, če zelo na kratko povzamem, torej, če drugi ukrepi iz zakona o nalezljivih boleznih ne zadoščajo za obvladovanje epidemije, lahko vlada na predlog ministra za zdravje z uredbo odredi ukrepe, ki pa so točno določeni v samem besedilu zakona. In to pod naslednjimi pogoji. Torej, če so ti ukrepi nujni, če so primerni in če so sorazmerni. Pri čemer pa se z uredbo ne sme povzročiti čezmernega posega v človekove pravice. Vlada mora pri tej svoji odločitvi slediti strokovni oceni. Če strokovni oceni strokovne skupine, torej epidemiološke in drugih strok ne sledi, mora v sami uredbi obrazložiti, v katerem delu ni sledila, in argumentirati tudi zakaj. Pogoj za vse skupaj pa je razglašena epidemija oziroma ocena Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da obstaja nevarnost hitrega širjenja nalezljive bolezni. Tisto, kar je zapisano, je tudi, da uredba v obrazložitvi mora vsebovati pravno podlago za ukrepe, strokovno podlago za ukrepe, rok njihovega trajanja,
človekove pravice, ki jih ti ukrepi omejujejo, in analizo ustavne dopustnosti teh omejitev. Zakon zelo lepo stopnjuje te ukrepe, torej zelo natančno določa, kateri, začne z milejšimi in jih potem stopnjuje do tistih najostrejših, kar je povzeto v 39. členu. Prva faza v 3. odstavku, potem pa v 4. in 5. so našteti. In še zelo pomembno, torej tudi izjeme od teh ukrepov je treba določiti z uredbo. Uredba lahko velja do 15 dni, če uredba ne vsebuje tega roka veljavnosti, se šteje, da preneha veljati 7. dan. Nam se zdi zelo pomembno tudi opredelitev strokovne skupine, ki je opredeljena v 39a. členu in ki pravi, da jo vodi epidemiolog, člani pa so tudi imunologi, sociologi, psiholog, pravnik in strokovnjak, ki obvlada bolezen oziroma njene zaplete. Strokovna skupina potem sprejme strokovno oceno, vsebina te je tudi zelo natančno določena, tudi kazalniki so natančno določeni in tisto, kar je tudi posebej pomembno in zaradi česar je po naši oceni tudi v teh 2 letih prihajalo do nekih razhajanj ali pa nerazumevanja se strani ljudi, strokovna ocena se objavi v Uradnem listu. Nam se zdi to zelo pomembno, zato da je mogoče obrazložiti, zakaj, kako, da ljudje razumejo, zakaj je določen ukrep točno v taki obliki potreben, zakaj je točno takšno trajanje in kaj se s tem želi v bistvu doseči. Zakon pa dodaja seveda tudi parlamentarni nadzor nad temi ukrepi vlade, ko pravi, da že samim predlogom uredbe se z njo seznani tudi Državni zbor. Najkasneje v 5 dneh po sprejemu pa pristojno parlamentarno delovno telo, torej Odbor za zdravstvo Državnega zbora. Če pa želi vlada podaljšati veljavnost kateregakoli ukrepa iz obstoječe uredbe preko 30 oziroma preko 60 dni, pa je potrebno tudi soglasje parlamentarnega delovnega telesa, najprej z navadno večino, ukolikor pa govorimo o podaljšanju na 90 dni, pa z 2/3 večino. Jaz verjamem, ker je danes so pripravljalci tega predloga tudi prisotni, da bodo lahko podrobnosti tudi sami obrazložili, če boste imeli kakšna vprašanja. Tisto, kar je za nas pomembno, je torej dejstvo, da je bila ugotovljena protiustavnost, da je bil postavljen rok za njeno odpravo, da je ta rok že bistveno prekoračen in da po našem mnenju način, ki ga predvideva ta zakon, je v bistvu način, ki odgovarja na vse spodrsljaje, če jih tako poimenujem, upravljanja z epidemijo zadnjih 2 let. Torej, zelo natančno, tudi zaradi tega, ker je bila komunikacija mogoče slaba, je pa tu zdaj na mizi ene vrste zelo transparenten postopek, po katerem bo vsem nam, pa tudi ljudem, bistveno bolj jasno, kaj je predlagala stroka, kaj predlaga vlada in zakaj je to pomembno. Toliko, najlepša hvala. Hvala, gospa poslanka, za predstavitev predloga zakona. Zdaj bi po običajnem načinu dal besedo predstavnikom vlade oziroma Ministrstvu za zdravje, ki pa jih danes ni in ne morem mimo tega, da bi to zadevo zdaj nekoliko apostrofiral. Zdaj, razlog, zakaj jih ni, jaz vidim samo 2 razloga. Prvega, da jim je nerodno, ker v 7 mesecih niso bili sposobni pripraviti zakona. Drugo pa, da izkazujejo svoj odnos do Državnega sveta, ki je julija izglasoval veto na predlog zakona o nalezljivih boleznih. Ampak le moram poudariti, da so si veto zakuhali sami, saj so bili predlagatelji veta državni svetniki, člani strank koalicije. Tak odnos, ki ga izkazuje Ministrstvo za zdravje, je seveda neprimeren in z moje strani seveda obsojena vreden. Epidemija ni v takem razmahu, da ne bi zmogli priti na to sejo. Ni tudi nikogar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ima seveda v obvladovanju epidemije pomembno vlogo. Tako da preden gremo, dam besedo naprej, proceduralno, kolega Antava, izvoli.
lepa, gospod predsednik, za besedo. Jaz mislim, da to ni prvič. Ne? Zdaj v zadnjih dneh se srečujemo s to ignoranco Ministrstva za zdravje, ker mislim, da je najmanj, kar je neuljudno do Državnega sveta. Najmanj. Zato bi celo predlagal, da sprejmemo nek sklep, ki ga pošljemo ministru za zdravje in jasno povemo za to nestrinjenje in hkrati pošljemo ta isti sklep tudi predsedniku vlade, da bo videl, kako mu ministrstva delajo. Jaz se lahko strinjam ali ne strinjam s predlogom, ki ga je spoštovana gospa poslanka predlagala, vendar to je moj odnos do tega. Če pa nekdo ne pride, kaže pa odnos popolne ignorance. Zdaj, ali smo izglasovali veto takrat ali ga nismo izglasovali, je naša demokratična pravica celo ustavna. Zato mislim, da bo treba resno se vprašati, ali je demokracija pomeni, če misliš drugače kot jaz, da to pač že ni več demokratično. Mislim, da je to zelo, zelo narobe in zelo slaba popotnica v že tako popolnoma zmedenih časih, ki so delno pogojeni seveda tudi z epidemijo. Jaz bom še nekaj rekel, kot pravnika me malo grozi, koliko časa je potrebno bilo, da je nekaj, kar bom zdaj žleht rekel, pravniku prvem, drugem letniku pravne fakultete jasno in mu jasno, kako je s hierarhijo pravnih aktov bi moglo zdati. Najprej sem mislil, da je šlo pač za silo, pač kar sem razumel, ampak da potem nekdo, ko ti nekdo jasno pove, da zadeva hierarhično pač ne gre, ne teče, me pa malo skrbi. Hvala lepa. Hvala, kolega Antaver. Bomo pač oblikovali na koncu še to stališče. Zdaj pa k besedi vabim vsebinske pripravljalce zakonov, se pravi predstavnici Pravne mreže za varstvo demokracije. Najprej vabim gospod Katarino Bervar Strnad, izvolite. Dobar dan, lepo pozdravljeni in hvala za vabilo, hvala tudi za podporo temu našemu predlogu. Najprej bi želela povedati, da Pravna mreža za varstvo demokracije je bila ustanovljena tudi zato, ker verjamemo v ustavo, ustavna načela in to, da morajo biti odločitve ustavnega sodišča spoštovane. Na začetku te epidemije smo se veliko ukvarjali s posamezniki, ki so se znašli v stiski, bodisi zaradi same epidemije, bodisi zaradi ukrepov in posledic, ki so jih ti ukrepi prinesli. Vendarle smo pa kmalu ugotovili, da se moramo tega lotiti tudi na sistemski način, tako da se rešujejo težave širše. Tako smo vložili svojo prvo ustavno pobudo, s katero smo bili uspešni in potem kasneje še pripravili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih. Predvsem zaradi tega, ker je rok za to, da bi to storila vlada, že zdavnaj potekal. Videli smo, da polarizacija, ki je nastajala ob vseh teh vprašanjih, morda ne bo presežena ne strani vlade, ne strani parlamenta in smo zato k pripravi tega predloga povabili celo vrsto strokovnjakov. Rada bi v bistvu prebrala njihova imena, ravno zato, da se vidi, od kod smo črpali vso to znanje, s kom vse smo se pogovarjali, kdo vse je pregledal ta zakon, ker namreč želimo, da je jasno, ko se ob bok postavljajo tudi druga mnenja in drugi pogledi na ta naš predlog, v resnici, kdo stoji prav za besedilom, ki ga danes predstavljamo. Torej, pri tem pripravi zakona so sodelovali, poleg seveda vseh sodelavk in sodelavcev Pravne mreže, profesor dr. Samo Barducki, izredni profesor na Pravni fakulteti, sicer specialist za ustavno pravo, Matija Urankar, odvetnik iz Odvetniške pisarne Senica, profesor dr. Alenka Šelik, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, profesor dr. Katja Filipčič, redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, profesor dr. Rajko Pirnat, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, profesor dr. Polonca Kovač, redna profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, profesor dr. Jerca Škerl Kramberger, izredna profesorica na Pravni fakulteti v Ljubljani, profesor dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo in profesor dr. Janja Hojnik, redna profesorica na Fakulteti pravni v Mariboru. Torej,
Ta predlog je večkrat in natančno prebralo mnogo pravnih strokovnjakov, več usklajevanje bilo in tako smo potem vendarle uspeli ta zakon oziroma ta predlog predstaviti. Ustavno sodišče je ne samo enkrat, večkrat odločilo, na kar je stroka ves čas tudi upozarjala, da je 39. člen zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo, ker je preširok in omogoča enostavno vladi prearbitrarno odločanje. Kot smo že slišali, je rok potekal 5. avgusta in zato v bistvu je postajala napetost, nestrinjanje, nesprejemanje ukrepov med posamezniki, ki jih ti ukrepi naslavljajo, vedno večji. In s tem je bil tudi v bistvu pritisk na pomoč, ki jo nudimo na pravni mreži, vedno večji. Se upravičujem. Torej, mi smo prepričani, da se s predlogom spremembe 39. člena zakona odgovarja tudi na vaša vprašanja, ki ste jih izpostavili lani v vložitvi veta. In sicer ste ocenili, da je poslancem treba dati možnost razprave ter priložnost za oblikovanje boljših rešitev za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča. Menili ste tudi, da si kot skrbna družba ne smemo dovoliti, da bi katerikoli vladi pustili preveč manevrskega prostora za upravljanje z našim zdravjem, svobodo in življenji, ter da so bile predlagane določbe nedorečene in da se z zoženjem temeljnih pravic ne sme hiteti. Vse to smo upoštevali v pripravi predloga zakona, prav tako se zakon obravnava v Državnem zboru po rednem postopku, torej danes smo slišali, da bo vložena tudi zahteva za javno predstavitev mnenj, kar seveda pozdravljamo. Tako bo mogoče tudi z naše strani odgovoriti še na morebitne pomisleke in dileme. Kar se nam zdi pomembno izpostaviti glede samega postopka podajanja soglasja k podaljšanju ukrepov v Državnem zboru, je tudi vloga Državnega sveta. Torej v Državnem svetu kot drugem domu parlamenta sprejemate in podajate mnenja, predloge in stališča Državnemu zboru. Delovna telesa Državnega zbora tako obravnavajo in se opredeljujejo do teh mnenj, ki jim jih posredujete. In tu vidimo priložnost, da se tudi državni svetniki in svetnice lahko aktivneje vključite v proces sprejemanja ukrepov za zajezitev epidemije, kadar ocenite, da je to potrebno. Zdaj te možnosti pri sprejemanju navedenih ukrepov nimate, kot je nima niti Državni zbor. Sami pa veste, da so med vami pomembni predstavniki tako z področja zdravstva, šolstva, izobraževanja in gospodarstva, socialnega varstva in to so vsa področja, ki seveda jih epidemija še kako zadeva. In to so nekako tudi odslikava, vsaj v neki meri tudi v strokovni skupini, ki jo predlagamo, da naj se s tem predlogom uvede in pripravlja podlage za sprejem ukrepov. Posebej poudarjamo, da naš predlog ne uvaja obveznega cepljenja in ne nudi podlage obveznemu cepljenju. Obvezno cepljenje je v zakonu urejeno v drugem delu in se teh členov sploh ne dotikamo. Ustavno sodišče je sprejelo tudi odločitev o obveznem cepljenju, to je takrat, ko je odločalo o pogoju prebolevnik cepljen zaposlenih v javni upravi in iz te odločitve izhaja, da za uvedbo obveznega cepljenja je že urejena pravna podlaga v tem zakonu in da se lahko uvede za novo nastale bolezni, če tako predlaga zdravstvena stroka. Zdaj te odločitve še nimamo, tako da ponovno poudarjamo, ta predlog se s tem ne ukvarja. Povedala bi pa še, da v postopku pisanja predloga tega zakona smo pregledali tudi, kako je ta materija urejena v drugih državah in smo v obrazložitvi zakona tako povzeli ureditev v Belgiji, Danski in Avstriji. Pri tem naj tudi povem, da smo pregledali zakonodajo tudi drugih držav in ugotovili, da so praktično vse države EU v času covida spreminjale zakonodajo z področja nalezljivih bolezni in to tudi večkrat. Menimo, da mora biti zakonodajalec vendarle ves čas aktiven, še posebej, ko se posega v človekove pravice. Državni zbor žal te možnosti v tej epidemiji ni imel, zato smo tudi to poskušali urediti bolj primerno. Vsekakor si želimo, da ta zakon najde pot naprej v zakonodajni postopek oziroma v postopek do sprejema, in smo seveda na voljo tukaj, da odgovorimo tudi na morebitna druga vprašanja. Sedaj bi pa prepustila kolegici še, če dovolite. Hvala, Bervar Strnad, za predstavitev. Gospa Anuška Podvršič, izvolite, vi želite še dopolniti?
Lep pozdrav tudi iz moje strani, hvala za vabilo, pa hvala za besedo. Jaz bom poskušala osvetliti, kakšno je trenutno stanje in kaj predlagamo. Na pravni mreži namreč mislimo, da je trenutno stanje nevzdržno in je sprejem tega zakona nujen. Trenutno vlada sprejema ukrepe na podlagi zakona, za katerega je Ustavno sodišče ugotovilo, da je neustaven. Pri tem pa je že samo Ustavno sodišče odločilo, da se do odprave neskladja zakona lahko še zmeraj uporablja. To pomeni, da so odloki sicer veljavni, a niso skladni z Ustavo. To v praksi pomeni, da kršitelji odlokov v prekrškovnih postopkih pred sodišči ne bodo uspeli z ugovorom, da je bil odlok izdan na podlagi neustavne odločbe. Ljudje torej vejo, da so odloki neustavni, kar povzroča ogromno nezaupanja, nezadovoljstva in nasprotovanja ukrepom. To je za vse nas slabo in upočasnjuje napredek v boju z epidemijo. Ukrepi so namreč tako lahko sprejeti brez strokovne podlage, saj po zakonu niti ni potrebna. Menimo, da je tako stanje potrebno prekiniti in nujno sprejeti zakon, ki bo vlado omejil pri tem popolnem arbitrarnem odločanju. To lahko v tem trenutku zagotovi le zakonodajna veja oblasti. V našem zakonu predlagamo 3 temeljne rešitve. To so vpeljava strokovne skupine, ki jo vodi epidemiolog, stopnjevitost ukrepov, od najmilejših do bolj omejujočih z vidika pravic posameznikov in večja vloga parlamenta pri upravljanju epidemije. Kot danes že povedano, smo pri pripravi predloga sledili odločitvi Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je zapisalo, da vlada lahko uvede ukrepe, s katerimi preprečuje širjenje nalezljive bolezni, vendar mora za to imeti zakonsko podlago. Zakon pa mora zelo natančno opredeliti ukrepe in ustrezna varovala pred samovoljnim omejevanjem človekovih pravic. Naš predlog zakona jasno navaja, da lahko vlada uvede ukrepe samo v 2 primerih. Torej, ko imamo razglašeno epidemijo ali ko ni za oceni, da obstaja nevarnost hitrega širjenja nalezljivih bolezni. Predlog zelo poudarja pomen stroke, in sicer tako, da uvaja strokovno skupino in določa, kako naj izgleda strokovna ocena, torej kaj vse mora ta vsebovati. Delo strokovne skupine je javno, kar se nam je zdelo izredno pomembno, da le tako lahko ljudje razumejo podlago ukrepov in omejitve. S tem dobijo ukrepi veliko večjo legitimnost. Na koncu pa zakon predvideva še nadzor strani Državnega zbora. Vsi ukrepi so razvrščeni na podlagi njihovega poseganja v človekove pravice. Najprej je možno uvesti najmilejše ukrepe, to so higiensko-varnostni ukrepi, te so našteti le primeroma. Trenutno v času COVID epidemije bi to lahko bili razkuževanje rok, distanca, maske. Nato je možna omejitev prihoda v državo, omejitev gibanja na določenem območju države, zapiranje raznih javnih prostorov. Nato je najvišje prepoved pouka in omejevanje javnih shodov in verskih obredov. To je tudi v skladu z ustavno odločitvijo, da morajo biti omejevanje shodov in verskih obredov zadnji ukrep. Taka razvrstitev je v pomoč strokovni skupini, ki predlaga ukrepe in piše strokovno oceno. Možno je, da z enim aktom sprejmemo vse omejitve ali le določene, vendar je potrebno pri tem razložiti, zakaj z nekim milejšim ukrepom se ni dalo primerno omejiti bolezni. Zakon v drugem delu opredeljuje strokovno skupino, o kateri smo danes že veliko slišali. Namen strokovne skupine je predvsem sprejeti to obrazloženo strokovno oceno, iz katere lahko na to vlada izhaja pri sprejemanju svojih ukrepov. Jasno je pa, da je vlada nek neodvisen in političen organ in da lahko v določenih primerih od te ocene odstopi. V tem primeru pa mora vlada posebej obrazložiti, zakaj ni sledila tej strokovni oceni. To je v svoji odločitvi poudarilo tudi Ustavno sodišče, torej javnost mora biti informirana o strokovnih ugotovitvah. To je namreč ena od naših pravic.
Naj na koncu samo še povem, da na pravni mreži resnično verjamemo v pomembnost spoštovanja naše ustave, ustavnih načel in odločitve ustavnega sodišča. Zato smo se, potem ko je postalo jasno, da bo ta odločitev ustavnega sodišča ostala nespoštovana, sami prizadevali pripraviti odgovor na to stanje. Upam, da boste lahko s svojim mnenjem podprli nadaljnjo pot in sprejem tega zakona ter s tem pripomogli k spoštovanju določb ustavnega sodišča. Hvala. Hvala, gospod Podvršek, za predstavitev tudi z vaše strani. Zdaj pa prehajamo na razpravo članice in članov komisije. Kdo želi razpravljati, prosim? Dr. Gams, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, vsem lep pozdrav. Že prej govorimo o dveh stvarih, o zakonu samem pa o tematiki korone, mogoče najprej o koroni. Poslal sem že mail vsem svetnikom, ostalega pa lahko najdete, če napišete Google žurnal Gams. Ta študija je resna študija resnih profesorjev z najbogatejše fakultete univerze na svetu. In če so oni pravilno nastavili parametre, so ugotovili, da ukrepi v bistvu sploh nič ne zmanjšajo števila smrti. Prav zelo nenavadna študija, ki jo je treba upoštevati ob množici nasprotnih, ki pa kažejo, kako so bili ukrepi izredno učinkoviti. Ampak vendar je, če hočete res razumeti učinkovitost ukrepov, morate tudi take študije prebrati, če jih pa ne preberete, jih pa ne morate razumeti. Ampak konkreten zaključek je, da bi lahko sedaj praktično ukinili vse ukrepe do nivoja neke hujše gripe. Tudi pri gripi morate imeti ukrepe, se pravi, da tam bi lahko praktično takoj spustili ukrepe in bi bilo manj mrtvih. To je posledica te študije. To je teza, zgleda, da je verjetna, ampak ni pa še povsem potrjena, mogoče se bo še drugače izkazalo. Ampak v začetka smo pa mislili čisto drugačno, da je to neka smrtna nevarna bolezen, ki takrat je bila, da se strašno mudi in tudi zato je državni zbor seveda tako hitro podpiral vse te predloge, ki so prihajali, ker se nam je zdelo ali pa smo bili prepričani, da rešujemo človeška življenja in najbrž smo vsaj delno jih. Zakaj to zadeva sedanji zakon? Zato, ker zakon shaja iz nekega konteksta, iz nekega razumevanja dogajanja. In to razumevanje je drugačno, kot sedaj naša stroka ugotavlja, da je. Nisem pravnik, ne zdravnik, tako da te boste vi verjetno znali bolj komentirati kot sam. Jaz se sam razumem na to obdelavo podatkov z metodom umetne inteligence. Ampak malce se mi pa zdi nenavadno, beseda proporcionalna sicer je zelo na mestu, torej načeloma bi što rekel, da se mi zdi zakon v redu. To je dobra stvar, da se stvari sistematizirajo, ima pa po mojem mnenju bolj kot vprašanje, ne pa kot trditev, pa morda nekaj stvari, ki jih ne razumem. Ena je to, beseda proporcionalna seveda mora biti, ne smeš ukrepe upeljati, ne glede na to, koliko je negativnih efektov. Ampak vendar je, ko ljudi umiralo, je pa to težko reči. Se pravi, če upeljete maske boste upeljali, kaj? Če v enem letu bo zaradi tega 10 manj mrtvih, ali 100. Kdo bo pa to štel? Kdo bo to ugotavljal, če še za korono nazaj vidimo, da so tako različne študije. Prav, to je zelo težko eksaktno določiti in zelo težko je to mejo postaviti. Najslabša, kar pa je, in me je tudi zdaj motilo med vso korono, je pa to, da so pravniki komentirali, ja, ta ukrep je dober, ta ukrep pa ni dober. Na osnovi nekih pravnih zakonov in ne na osnovi mrtvih, ali pa infekcije, ali pa gospodarske škode, ali pa to naprej. To se je dogajalo med to korono in se ne bi smelo dogajati naprej. In zakon ima malo tega prediha, kot da bodo ponovno pravniki odločali o tem, kdo bo živel in kdo ne. To je zame osebno nesprejemljivo kot človeku. Druga stvar, ki bi morda veljalo dodati, je to, da se v zakonu jasno pove, da ne sme biti lokalni ukrep strožji, kot je pa na nacionalnem nivoju predpisano. Zdaj namreč tako je bilo stalno in ta hip je tako. Nekateri direktorji, dekani, ravnatelji in tako naprej, pač tista sfera, ki jih poznam, si po svoje tolmače navodila in imajo precej strožje ponekod
recimo ena fakulteta, druga fakulteta, tretja fakulteta, si precej po svoje tolmačijo, kaj to pomeni delo od doma. Nekateri lahko mirno prihajajo, drugi pa niti razno se ne smejo blizu fakultete prikazati. In mislim, da to, da je tak, torej, to je prvič zelo slabo za demokracijo, potem ni demokracije, potem je avtokracija lokalnih šefov. Prav, nikakor ne bi si smeli dopustiti to, da se lokalno določa strožje ukrepe, ker dejansko s tem trpijo svoboščine, to je dobra plat tega zakona, ampak nihče tega ne kontrolira. Tudi ko se krši človekove pravice, ko se daje strožje ukrepe, niti varuh človekovih pravic zaenkrat, po mojem mnenju, še ni tako reagiral, kot bi lahko. Res potem vi nekako gradirate, kdaj je res huda kriza, pa kdaj je srednja kriza, ampak takrat, ko je pa res huda kriza, pa se res mudi, takrat pa ne vidim smisla v tem, da se parlament sestane, pa da ne vem, kaj se drugega sestane, pa dogovarja, pa pravno se gleda, je to smotrno, ni takrat, v najhujšem primeru, mora imeti izvršilna oblast proste roke. In tudi v državnem svetu, ko smo glasovali, smo se zavedali, to ni čisto v skladu z zakonom, ampak bomo rešili toliko in toliko življenj in smo mirno glasovali tako in mislim, da je bilo to zelo kvalitetno in dobro strani državnega sveta. Toliko, hvala lepa. Hvala, dr. Ganz. Besedi se je prijavil državni svetnik Ladislav Rožič. Izvoli. Hvala, predsednik, spoštovani kolegi, gostje. Jaz mislim, da zakon o nalezljivih boleznih ne sme biti stvar prestiža, ampak stvar zdrave pameti. Zdaj, če smo v državnem svetu v skladu vsem pooblastilom, ki jih imamo, prejšnji zakon z vetom zavrnili, je prav, da postavimo nek nov temelj, na podlagi katerega ne bo več milijon vprašanj, milijon neodgovorjenih vprašanj in nezadovoljstva ljudi. Jaz govorim predvsem iz stališča trgovine. Trgovina je bila nujna infrastruktura. Takoj na začetku korona krize je Nacionalni inštitut za javno zdravje javno izrazil stališče, da trgovci niso ogroženi, da je samo medicinsko osebje. Ko smo zahtevali neko tolmačenje, ga nismo dobili. Ko smo zahtevali drugo tolmačenje, o omejitvi zbiranj, o ne vem čemur, smo napotili vprašanje na odgovorne na vlado, zopet nismo dobili vprašanje. Ker ta strokovna skupina enostavno nam ni odgovarjala oziroma vlada nam ni odgovarjala. In jaz mislim, da zakon je prava pot v to smer, da imamo neko strokovno skupino, da se ljudem razloži, zakaj je to potrebno in zakaj to je. In ne nazadnje, če pogledamo današnjo situacijo, pogledajte, kaj se v trgovini dogaja. Pridejo ljudje brez mask, kupci brez mask, pravijo, zakona nimamo, noben mi ne more reči, da moram masko nositi, ne me kaznujejo, to je protiustavno, in tako kazni ne bom plačal. Zdaj, če je stroka ocenila, da je pač maska potrebna, moramo pač to masko nositi. In zdaj, ker je pa pač toliko ljudi neodgovornih in te maske ne nosijo, jim ne moreš nič. In zato mislim, da je potrebno ta zakon sprejeti, meni se zdi čisto nekje normalen, sledi tistemu, da ne more imeti vlada neomejena pooblastila, no, to je že neumno. Ne more zakonodajalec dati vladi neomejena pooblastila in potem vlada počne, kar hoče. Nekdo more to nadzirati in zato je državni zbor in nazadnje tudi državni svet in seveda na podlagi nekih strokovnih mnenj. In mislim, da je lepa analogija v tem predlogu, kako do tega prideti, in jaz bom tudi tak zakon podprl. Hvala. Hvala, kolega Ladislav Rožič. Želi še kdo razpravljati? Kolega Igor Antaur, pa potem. Hvala lepa za besedo. Jaz ne bom razpravljal, sem pravnik, pa edini medicinski predmet, ki sem ga bil, je bila sodna medicina, pa verjetno to ne paše v zakon. Ta zakon oziroma spremembe in dopolnitve niso namenjene samo covidu, ampak vsemu temu, kar se nam bo dogajalo tudi v bodoče. Hoteli ali ne, zaradi globalizacije, vsega ostalega, mutacij in podobnega, se nam bo to dogajalo.
Zdaj, če bi hotel biti jokat tlele, pa ne vem, bi rekel, če bi bili preventivno dovolj usmerjeni, bi mogli imeti tudi za take primere že vse protokole pripravljene pa narejene, pa jih nismo imeli. Nekoč so bili obrambni načrti za to, pa tako naprej, pa se je vedelo, kako se reagira. Ta virus je bil res nekoliko nenavaden, jaz niti ne bi zdaj iskal čarovnice, kdo je bil kriv, a je bila komunikacija, ni bila komunikacija. Težko pa rečem, da ni bilo več smrti zaradi covida, kot jih je bilo v normalnih časih, se to demografski podatki SURS-a kažejo zelo jasno. Ampak ni to moj namen. Moj namen je ta, da iskreno upam, da je struktura in umestitev teh sprememb in dopolnitev v zakon dovolj ustrezna, glede na renomirano prebrana imena, upam, da je, da ne bo ustvarjala zopet velikih pomislekov ustreznosti ali ne. Nekaj navodil notri bi lahko bilo problematično, ker bi lahko tudi ustavno sodišče reklo, ta ukrep pa niso razmerni in tako naprej. Vse vemo, da pravo ni matematika, v pravu žal 1 in 1 ni 2 in nikoli ne bosta. Zato jaz osebno bom podprl to, ker iskreno upam, da bodo pravne podlage za vse bodoče zadeve. Iskreno tudi upam, seveda, da bo COVID počasi izzvenel in iskreno upam, da dolgo časa ne bo kakšne epidemije, ampak to pametovanje, ali je nekaj ustrezno ali ne, in bistveno manj in zmeda, ki je bila ustvarjena z ego 3P, ne samo politikov, vseh, ki so bili prisotni, je povzročilo tako zmedo in tako nezaupanje med občani, da so bili že ob tako neugodnih ukrepih zelo, zelo nezadovoljni in so nekateri celo protestno niso držali ume. Ampak sporočilo, da je nekaj protiustavno in potem nadiranje varnostnikov in trgovcev po trgovskih centrih in podobno, je tako humano nesprejemljivo. Se pravi, take ukrepe je treba obsoditi, vendar bi se z te zgodbe mogli nekaj naučiti. Naučiti se je pa treba to, da imamo hierarhijo aktov, pravnih aktov, ustava, zakon in da bo verjetno zelo narobe, če bodo izvršilni ukrepi postali pravilo brez zakonske podlage, ker bo to ne samo povzročalo neugodnosti pri izvedbi sodnih odločitev in tako naprej, ampak pri zmedi med ljudmi. Zdaj pa tisti, ki ste pravniki, jaz vam povem, jaz sem z enega drugega režima, v enem drugem režimu študiral, ampak jaz dostikrat kakšnega predpisa sploh prebrati ne znam, pa imam diplomo pravne fakultete. Kar me zelo resno skrbi. Zakon se piše za uporabnika, ne pa za politike. Hvala lepa. Hvala, kolega Igor Antar. Besedo ima državni svetnik Tomaž Horvat. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani vabljeni na današnji seji. Prvo se nisem mislil oglasiti, ker so vsi kolegi pred mano že povedali, kar je bistvo tega zakona, vendar par zadev, kar mi leži, pa moram vselih tudi povedati. Jaz mislim, da smo se državni svet, kako smo dali veto na ta zakon o nalezljivih boleznih, odločili pravilno. In tudi mislim v dobri veri, da bodo ljudje pridobili vsaj malo nekaj zaupanja v inštitucije, ki so podajale take in drugačne informacije. Vendar moram reči, da ljudje niso bili zbegani zaradi same epidemije, ampak zaradi podajanja informacij v javnost. Jaz mislim, da je bila tukaj največja napaka, ki se je v tistem času dogajala. Če bi bilo podajanje informacij točno, jasno, določeno, vnaprej, znano in se ne bi spremenilo na vsakih 24 ur, tako kot je bilo v drugih državah, živim blizu Italije, pa ima druge pomanjkljivosti, ampak kar se tiče komunikacije, je bilo v tem primeru neprimerno boljša. So imeli druge težave z ventilatorji, še slabše zdravstveno, bi rekel, sliko kot pri nas, vendar ljudje niso bili tako zbegani in moram reči, ko se sprehajam po Stari Gorici ali pa po Vidmu in Gradežu, vidim, da se ljudje držijo pravil in se držijo tega, recimo v tem primeru, da imajo celo zunaj nosijo maske. In noben tega ne problematizira. Jaz mislim, da to ni samo stvar kulture naroda, ampak je tudi to stvar
kako so verjeli predsedniku italijanske vlade, kako so verjeli ljudem, ki v bistvu odločajo o njihovem zdravju in tako primerno so se tudi odzvali. Ne slišim, da bi bilo kaj dosti razprave. Razprava teče ne v ukrepih, ampak teče vaks no vaks. To je v Italiji top tema še danes, ampak kar se tiče ukrepov, so bili zaprti v stanovanja, 200 metrov od hiše so se lahko samo gibali in tako naprej, ampak niso problematizirali, ker je to v javnost podala strokovna skupina in ne politika. In predsednik vlade je imel strokovnjake ob sebi, ki so pač podajali mnenja, stališča in tudi, ki so predlagali ukrepe, ki so bili sprejeti. Ampak ti ukrepi, to so neko, niso veljali 3 dni, 4 dni, ampak so bili naprej načrtovani in potem so veljali 10 dni, 14 dni in preden so šli v neko novo fazo, obravnave, bi rekel, nekih oziroma predlogov, nekih nazaj zaostritev ali pa spustitev teh kriterijev, v bistvu so potem tekoče obveščali javnost. Zato jaz ta predlog podpiram, kajti delo strokovne skupine mora biti javno. In ljudje morajo vedeti, kaj je, kaj ni in s čim se morajo spopasti. Kajti potem pridemo v situacijo, kot je moj predhodnik rekel, da so ljudje zmedeni, nimajo zaupanja. Seveda, ko v istem dnevu dobiš 8 različnih informacij o eni in isti stvari, se na koncu se sami nismo vedeli. Pa mi, ki smo vsak dan v stiku, bi rekel, ne pa eden, ki gleda televizijo enkrat na 14 dni, bi rekel, ali pa spremlja medije, kako bo tak človek se v taki poplavi informacij znajdu, ne. Tako da jaz mislim, da je nujno potrebno, da se ta zakon sprejme, zato bi se zahvalil predlagateljem, upam, da bo tudi državni zbor toliko moder, da bo to sprejel, kajti tudi vlada, ne glede katera, ali je to zdaj od predsednika tega vlade, a naslednje ali pa ene tretje, mora imeti določene usmeritve in točno, bi rekel, nakazane poti in smeri, kako se obnašati v takih primerih, v primerih epidemije, kot je bila ta. Tako da tukaj mislim še ena stvar, ki mi je zelo pri srcu, sicer spoštovanje ustave in ustavnega sodišča, jaz o tem tle sploh ne bi debatiral, kajti mislim, da smo ena zrela demokracija, vsi govorimo, kako je bilo prej, ampak če primerjamo prejšnjo državo, je bila od leta 50 do 90, 40 let, mi imamo samostojno državo 30 let, pa se nekaj zgovarjamo, da ne. Ok, upam, da v 30 letih smo se v tem času kaj naučili, ne. Ko počasi bo ta doba, bomo že daljši čas v tej demokraciji, ko smo bili prej v nekem drugem sistemu, nekaj vsi govorijo, ne, in kako so stranke in politike in tako naprej, da ne bom razširil debato. Tako da jaz bom vsekakor to podprl in mislim, upam, da bojo tudi ta politika, ki ima večji vpliv kot državni svet, spoznala to, da je predlog takega zakona oziroma tak zakon nujen, še posebno, če bomo v naslednjih letih priča takim dogodkom, kot smo jih bili v zadnjih 2-3. Tako da bom zakon podprl in se predlagateljem zahvaljujem za njihov trud in tudi vsem, ki so sodelovali, kajti po moji oceni je zakon dobro pripravljen, predlog zakona. Hvala. Hvala kolega Horvat, kolegica Lidija Jerkič, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni vsi, tudi 2 stavka z moje strani. Hvala predlagateljem za to, da so povzeli pravzaprav pobudo pravne mreže. Pa ne toliko o zakonu, ki ga bom podprla, ampak kot o ozadju tega zakona samega. Zdaj zakon sicer ureja nalezljive bolezni, se mi pa zdi, da hkrati pokaže tudi na popoln razpad imunskega sistema države. Če je kdo, je ta vlada pokazala, kako pomanjkljivo ureditev imamo na področjih, ki urejajo kontrolo oblasti. Praktično se lahko trenutna vlada, pa upam, da nobena več prihodna, ker ta vlada je vsem prihodnjim pokazala, kako se lahko dela in krši od ustave in odločitev ustavnega sodišča naprej vse, pa ni mehanizma za to, da se ji to prepreči ali da se jo celo razreši. Tako da upam, da bomo tudi v tej smeri našli kakšne odgovore, ne samo za nalezljive bolezni, ampak tudi za demokracijo na splošno. Hvala kolegica Jerkič. Ja.
Če se spomnim mojih študijskih let, smo se v situaciji, v kateri smo se znašli 1. januarja 1920, kajti 31.12.1920 je bilo, oziroma 31. decembra, se upravičujem, je Svetovna zdravstvena organizacija vse države članice poslala resno obvestilo, da je pandemija tu in da je pač treba stvari postaviti na svoje mesto. Veliko držav, med njimi tudi Slovenija, je seveda to upozorilo na nek način spregledalo, ampak mi smo se o nalezljivih boleznih učili pri predmetu nalezljive bolezni in pa pri zgodovini medicine. Se pravi, smo izhajali iz nekih, bom rekel, arhaičnih not, kajti zakon o nalezljivih boleznih, tisti osnovni, smo ga pač prenesli iz bivše države. Nihče pravzaprav ni imel nobene prave izkušnje, kaj se bo zgodilo. Žal se Evropa iz izkušenj azijskih držav, ki so se soočile z SARS-om in MERS-om, niso takrat nič naučile, oni so jih dokaj dobro obvladali in smo se zbudili en dan v nekaj, česar nismo želeli. In takrat seveda se je na nek nesrečni način zgodilo, da je vodenje epidemije pravzaprav prevzel tisti del medicine, ki se ukvarja z zelo bolnimi ljudmi, se pravi, to so zdravniki intenzivisti, ki so diktirali v sistem, ne pa pravzaprav tisti, ki bi tu morali biti najpomembnejši, to so epidemiologi, družinski zdravniki, in v sistem družbenega obvladovanja epidemije niso bili vključeni kolegi iz družboslovnih vej, se pravi, nihče ni razmišljal, kaj bodo te ukrepi prinesli z vidika sociologije, z psihologije, iz komunikologije in podobnih stvari. Se sami spomnite, kako so tekle te komunikacije. V zdravstvu je temelj tega, da smo lahko uspešni, zaupanje. Se pravi, če nam tisti pacient zaupa, in seveda, če pacientu grozimo, nam bo kmalu nehal zaupati. In kaj smo mi nekaj časa počeli? Ljudem smo seveda grozili, iz vseh koncev in krajev, in seveda, to je tako, kot v življenju, ko ti grozijo, seveda greš v rezistenco in postavljaš odpor, in to je pripeljalo do vseh verjetno zadev, ki so bile. Zakon, ki je pred nami, seveda to popravlja in hvala Bogu postavlja graduacijo ukrepov. Zdaj so ukrepi vsi jasni, kako bodo potekali, vsakomur bo jasno, kaj in kako se bo v nekem trenutku dogajalo. Tako kot je bilo rečeno, jaz tudi upam, da nikoli več te potrebe potem ne bo, da bi se s tem soočili. Druga zadeva je, da seveda je strokovna skupina zdaj bo sestavljena, če bo zakon sprejet, tudi s predstavnikom družboslovja, se pravi tisti, ki pa bodo lahko ocenili, kaj se bo zgodilo v družbi z temi ukrepi, kakšni bodo učinki in kako jih pravzaprav bodisi olajšati, bodisi izničiti. In četrta stvar je, da ker bo o tem odločal državni zbor, bo tudi državni svet imel, tako kot je bilo v predstaviti povedno, možnost podati svojega mnenja. Se pravi, vsi tisti, ki prihajamo iz svojih tako imenovanih interesnih področij, bomo lahko dali svoje stališče, kaj bo tak ukrep pomenil za dejavnost, iz katere izhajamo. Z tega vidika bo seveda družbena inkluzivnost v sprejemanje ukrepov veliko boljša. Tako da tudi z moje strani pa zahvala tako imenovani civilni družbi, ki je pripravila zakon, ker kot sem prej rekel, ga nekdo ni želel pripraviti, ne da ga ni mogel, se ob vseh strukturah, ki jih vlada ima na razpolago, bi zakon bil lahko pač pripravljen. Se to vidite tudi nazadnje zdaj, epidemija ni razglašena, ukrepi so pa še vedno na dokaj visoki ravni, kar je seveda en družbeni anahronizem v sistemu. Tako da tudi jaz bom zakon podprl z globokim upanjem, da ga bomo spravili skozi parlamentarno proceduro, skozi zakonodajni postopek, kajti zelo odkrito, če bo kdo rekel, ne bo rekel samo zato, ker to zakon ni naš. To je pa zdaj. Vsak dan vidimo v tej zgradbi, kjer smo ta preigravanja. Če ni drugih prijav za razpravo, jo v tem vidiku zaključujem in prosim predlagateljico oziroma predstavnico predlagateljev, ali želite še kaj dodati, izvolite. Jaz najprej želim zahvaliti za vaše mnenje. Jaz sem si skrbno zabeležila, verjamem tudi, da pripravljavci zakona. Kot rečeno, nekatere dileme so bile izpostavljene tudi ob razpravi v Državnem zboru.
Mi seveda ne želimo, bom rekla, na lahko jemati nobenih pripomb. Želimo, da se o vseh teh pripombah pogovorimo, da tudi stroka pove svoje, ker nenazadnje tudi stroka zakon pripravlja in to se mi zdi velika prednost tega zakona, tudi v luči tega, kar ste predsednik zdaj nazadnje povedal, se mi zdi, da kdorkoli drug bi pripravil ta predlog, bi bilo verjetno še več nekih pomislekov ali pa drugačnih predlogov. Torej, ob javni predstavitvi mnenj pričakujem, da bodo vse dileme izpostavljene. Pri razpravi v Državnem zboru moram reči, da se je beseda mogoče najbolj vrtela okrog tega, ali je pristojni parlamentarni odbor dovolj. Torej, ali vendarle nekako vključiti tudi plenum. Zdaj, mnenje nepovezane poslanske skupine je, da parlamentarni odbor popolnoma zadostuje, da je vendarle pa pogoj, da je ta parlamentarni odbor sestavljen tako, kot mora biti sestavljen, ne tako, kot je v tem trenutku. Jaz sicer verjamem, da se situacija, kot jo imamo v tem trenutku, ne bo ponavljala, da bo tudi sestava parlamentarnih delovnih teles odražala sestavo Državnega zbora, vendarle pa kljub temu z željo, da bi ta predlog bil sprejet, smo seveda pripravljeni tudi na to, da tu mogoče vendarle dosežemo neke kompromise. Mi smo šli tudi za nazaj preverjati in smo seveda ugotovili, da v času osamosvajanja Slovenije je bilo eno tako posebno stanje, ki ga je, ali pa tudi ne, mogoče primerjati z današnjim, in v tistem času se je plenarni Državni zbor sestal 5-krat v 16 dneh. Torej, s tem smo nekako odgovorili na tisto vprašanje, ali je sposoben Državni zbor v času epidemije, ko je nekako reakcija in ukrepanje nujno, tako hitro odreagirati, kot je to potrebno. Mi smo trdno prepričani, da ja, tudi če se potem nekako odločimo, da zadevo odločanja zaupamo tudi plenumu. Vendarle menim, da je možno zelo hitro odreagirati, da je možno slediti tempu dela, ki ga nekako narekuje epidemija. Kot rečeno pa vsi ti pomisleki bodo izpostavljeni. Jaz verjamem, da bomo našli nek skupen jezik in ustrezne rešitve in verjamem, ali pa upam, da bomo ostali v okvirih, kot jih je pravna mreža po strokovni plati zastavljena, da se od tega bistveno ne bi smeli odmakniti. Jaz bi se še enkrat zahvalila torej za vaša mnenja, rada bi se zahvalila tudi pripravljavcem zakona, ker so opravili res ogromno delo namesto nas. Pa še enkrat, gre za strokoven predlog in mi trdno verjamemo, da takšne strokovne predloge je zagotovo potrebno podpreti. Hvala lepa. Hvala za vaše zaključne besede. Prehajamo na odločanje in sicer bom na glasovanje dal naslednja dva predloga sklepa. Prvi predlog sklepa se navezuje na zakon in sicer Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih podpira in drugi predlog sklepa oblikovan na podlagi pobude državnega svetnika Igorja Antaverja je predlog, da Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide naslavlja na Ministrstvo za zdravje in vednost predsedniku Vlade Republike Slovenije dopis, v katerem opozarjamo na nesprejemljivost v zadnjem času že večkrat ponovljene situacije, to je odsotnost predstavnikov Ministrstva za zdravje na sejah komisije, kar kaže na nespoštovanje komisije in državnega sveta in njegove ustavno dane vloge v zakonodajnem postopku. To sta dva predloga sklepov. Sprašujem, če želi kdo razpravljati o teh dveh predlogih. Ja, dr. Gamc, izvolite. Hvala za besedo. Z lahkim srcem bom podporil predlog kolega Antaverja. S težkim srcem bom pa vaš predlog podporil, se opravičujem. Vem, da ste to delali v dobri želji.
bom ga podprl, ampak me pa moti ene par stvari. Ne. Poglejte, ko so uvajali tisto dokumentiranje, spletno aplikacijo, mobilno aplikacijo za sledenje problematičnim stikom oziroma nevarnim stikom. Ne. Je bila večina teh, ki ste borite za demokracijo, svoboščine in tako naprej, kar je lepo, ampak je bila takrat večina proti. Ne. To se pravi, kaj pa, če bi ta ukrep, če bi izračunala stroka, da je to povzročilo 100 dodatnih smrti v Sloveniji. Ti študije noben ni naredil, tudi mi ne. Ampak kaj pa, če bi to naredil, je potem to vredno ali to ni vredno? Na to vprašanje mi do zdaj še ni nihče odgovoril in jaz bi načeloma vedno dajal življenju prednost pred človekovimi pravicami. Žal, tako je. Ko pride do takega stanja, da moraš izbirati med 10 mrtvimi, pa eno tako stvarjo, recimo, kot je tisto, da spletno oziroma mobilno aplikacijo, osebno nimam težav z izbiro. Ne. Drug problem, ki ga imam v tem, je, načeloma se mi zdi zakon dober. V osnovi je dober, da se stvari uredi, ker do zdaj je bil Teksas, se je kar nekaj nezakonito delalo, reševalo požare, gasilo požare, tako naprej. Se pravi, načeloma se mi zdi vaš pristop dober in za pozdraviti. Druga stvar, ki me zelo skrbi, je pa to, da skušate naprej določiti točno, kako bo stvar potekala. Da prav, novi virus bo prišel in ta bo takrat je korona. Ja, kdo pa ve, kakšen bo? Ne? In zdaj naprej reči, tak bo in take predloge bomo imeli, taka pravila bomo imeli. Zato se mi zdi bolj pametno, bolj mehko definirati in pustiti odprte roke tistim, ki dejansko ukrepajo. Poglejte primere, vsi ugotavljamo, pa tudi zakon pravi, da je prav, da bi imela stroka, ampak ta prava stroka, ne recimo mi, ki smo delovalci podatkov, ampak epidemiologi, infektologi in tako naprej. Ne. A je tukaj kdo v dvorani? A je kakšen tak strokovnjak v dvorani? Ja, jaz ga ne vidim. No. Ne, in to vidite že v osnovi, rečete, bomo zagovarjali stroko, potem pa nobenega ni. Pa tudi ministrstvo ni, ki bi le imelo neko razširjeno medicinsko znanje. Se pravi, to so stvari, ki se po mojem mnenju ne bi smeli dogajati in še enkrat zato se toliko bolj pridružim kolegu Antavriju v tem drugem delu. Hvala lepa. Hvala, dr. Gams. Koristili ste tudi svojo pravico obrazložitve glasu, tako da prehajamo na odločanje in sicer na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih podpira. Kdo je za sklep, kot sem ga prebral? 9. Kdo proti? Hvala. In drugi predlog sklepa je Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide naslavlja na Ministrstvo za zdravje in vednost predsedniku Vlade Republike Slovenije dopis, v katerem opozarjamo na nesprejemljivost v zadnjem času že večkrat ponovljene situacije, to je odsotnost predstavnikov Ministrstva za zdravje na sejah komisije, kar kaže na nespoštovanje komisije in državnega sveta ter njegove ustavno dane vloge v zakonodajnem postopku. Kdo je za sklep, kot sem ga prebral? Kdo proti? Ne. Hvala, ugotavljam, da sta bila oba dva sklepa sprejeta. Na podlagi prvega sklepa in razprave bomo pripravili mnenje komisije, ki ga bomo posredovali matičnemu odboru. Zdaj, kdaj bo ta zasedal, še ni znano, glede na to, da je vložena zahteva za javno predstavitev mnenj, katere bomo seveda se udeležili in predstavili tudi stališče naše komisije. Če se strinjate, bom poročevalec v tej točki jaz. Hvala. S tem zaključujem obravnavo druge točke dnevnega reda in se vsem vabljenim k tej točki zahvaljujem za sodelovanje. Mi pa prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, ki ga je obravnaval Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Povezavo do predloga zakona ste prejeli s sklicem seje. Zdaj pa kar dajem besedo predstavnici predlagatelja, to je gospe Mojci Pršina, direktorici Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za predstavitev zakona. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani svetniki, spoštovane svetnice, ostali vabljeni. Predlagani interventni zakon predvideva zgolj enkraten, časovno omejen odstop od veljavnih določb Zakona o urejanju trga dela,
glede instituta začasnega in občasnega dela upokojencev. Predlaga se odstop od ene določbe, to je 27. člen ZUTD. Razlog za to je predvsem hitro naraščanje okužb s COVID-om, ki ima za posledico obsežne odsotnosti zaposlenih v posameznih podjetjih. Pri upokojencih, seveda, ko omenjamo začasno časno delo upokojencev, gre za upokojence. Zakaj smo oslovili 27. člen v tem primeru? Pri upokojencih gre velikokrat za bivše zaposlene, ki so za delo že usposobljeni in se lahko tudi najhitreje vključijo v delovni proces, ali pa za osebe, ki so s procesom že dobro seznanjene in pri podjetjih opravljajo delo preko tega instituta, se pravi začasno in občasno delo upokojencev. S predlogom interventnega zakona, ki ga imate pred sabo, se predlaga izjema od zakonske ureditve, in sicer v obliki povečanja mesečnega in letnega dovoljenega obsega upravljenega začasnega in občasnega dela upokojencev. Bi pa tukaj poudarila, da bi to veljalo samo do konca leta 2022, se pravi, poudarjam to začasnost ukrepa. Po trenutni zakonski ureditvi lahko upokojenec opravlja začasno in občasno delo v obsegu največ 60 ur na koledarski mesec. Teh ur ni mogoče prenašati v naslednji mesec. Po novem predlogu interventnega zakona se to zvišuje na 90 ur mesečno. Po veljavni ureditvi lahko upokojenec to delo opravlja tudi 90 ur mesečno, vendar največ 3-krat letno. Ta maksimalna višina, ki je trenutno določena, se s predlogom interventnega zakonja spreminja na 120 ur, ponovno 3-krat letno, se pravi, ta omejitev ostaja. Veljavni zakon o urejanju trga dela tudi določa, da se pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 2000 delavcev, lahko opravi največ 3750 ur začasnega in občasnega dela upokojencev. S predlaganim interventnim zakonom pa se uvaja nova kategorija, in sicer se pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4000 delavcev, lahko opravi največ 7500 ur začasnega ali občasnega dela, se pravi, tudi tukaj zvišujemo. Vse te predlagane spremembe bi seveda v primeru sprejema interventnega zakona veljale le do 31. decembra 2022, brez predvidene možnosti podaljšanja. Želela bi tukaj še izpostaviti, da predlog interventnega zakona za upokojence, ki se poslužujejo te oblike, ne uvaja obveznosti. Gre namreč za svobodno odločitev upokojenca, ali bo te spremembe koristil ali ne. Z interventnim zakonom se tako zgolj omogoča večje število opravljenih ur v okviru instituta začasnega in občasnega dela, nikakor pa se upokojencem ta obveznost ne nalaga. Vkolikor boste imeli kakšno vprašanje, sem seveda na voljo. Zaenkrat pa najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospa generalna direktorica, za predstavitev predloga zakona. Zdaj pa sprašujem predstavnika Sindikata upokojencev Slovenije, gospod Aleš Golja, želite, izvolite. Ne, počakaj. V imenu Sindikata upokojencev vas najprej vse lepo pozdravljam. Zelo sem vesel, da je enkrat oblast dala priložnosti najbolj občutljivi generaciji v času COVID krize, ko nismo smeli hoditi v trgovine poljubno, ampak v določenih urah, kar smo doživljali kot neke sorte segregacijo, da so nam priznali, da lahko tudi nekaj pripomoremo k reševanju COVID krize. Ker so pravzaprav naše zahteve povzete v stališčih Zveze svobodnih sindikatov, bi upozoril samo na dve reči. In sicer upokojenci ne želimo biti nelojalna konkurenca aktivnim študentom in prekarcem, zato je potrebno povečati urno postavko, ki je sedaj nižja 5,5 na 6,17 evra, da nas izenači z mladimi. To smo sicer že predlagali Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, vendar so nas prijazno upozorili, da zakonsko to ni mogoče. Zdaj, ker je pred nami nov zakon, se tako stvar, če lahko celo ustavo kršimo, mislim, da eno tako dopolnitev zakona ne bi bila nobena posebnost in izjema. Druga zadeva je, upokojensko delo, kot ste slišali, je omejeno z mesečno, tromesečno pa letno kvoto. Predlagamo, da se ta kvota
šteje samo letno, zato ker je težko nadomeščati, recimo, če je nekdo na bolniški ali pa na dopustu in ga nadomešča trgovka, en mesec dni naredi več ur, kot je dovoljeno po zakonu. Zato predlagamo, da se pač te urna kvota določi samo letno in da je zadeva bolj fleksibilna. Potem je še ena druga reč. Zakon predvideva ob istem letnem zaslužku večjo možno kvoto ur. To pa pomeni v bistvu še nižjo postavko, kot je 5,5. To se pravi, da bi morala biti tudi v zakonu omenjena višja letna postavka. Hvala lepa. Hvala, gospod Golja, za predstavitev stališča Sindikata upokojencev Slovenije. Zdaj pa odpiram razpravo državne svetnice in svetnikov. Kolega Igor Antaver. Hvala lepa za besedo in tudi hvala, da se je to relativno hitro realiziralo in bodimo odkriti, to je bila pobuda interesne skupine delodajalcev na prejšnji seji Državnega sveta. Moram reči, da sem predhodnika zelo pazljivo poslušal, tudi meni so se postavljale dileme, kaj pomeni zvišanje kvot glede na fiksno kvoto skupnega letnega zaslužka. Mi smo se zdaj delodajalci tlele med seboj spogledali in moram reči, da so te pobude, ki jih je sindikat upokojencev dal, take, da bi, če se le da, veljalo to razmisliti. Nismo imeli želje, da bi v poklicu upokojencev pomenil nelojalno konkurenco ostalim zaposlenim in seveda pomeni to tudi možnost, da še aktivni oziroma še čili upokojenci v sredinah pomagajo, kjer je. Zakaj smo to predlagali? Zato, ker je bilo število okuženih ali karanten, ki so bile zaradi omikrona tako velike in so določena podjetja imela nepopisne težave, kako sploh organizirati delovni proces. Tako da v mojem imenu, pa mislim, da lahko tudi v imenu mojih dveh kolegov iz interesne skupine, bi mi tudi podprli to, kar je predlagal sindikat upokojencev. Hvala lepa. Hvala, kolega Antaver. Besedo ima državni svetnik Ladislav Rožič. Izvoli. Hvala, predsednik, kolegice, kolegi, predstavnik gospod Golja, upokojencev, kolega. Kar veseli me, da ste se spomnili upokojencev, ker kaj se dogaja? Ko ima delavka 2 leta do penzije, se vsi želijo v trgovin znebiti, enostavno ni več zaželena, ker ni dosti delovno aktivna in te delavke ponavadi so na zavodu za zaposlovanje. Kar 35% vseh brezposelnih je takih, ki čakajo upokojitev, ker so se jih delodajalci znebili in v večini primerov gre to za prodajalke. Ne predstavljam si, kako bo izgaran delavec lahko delal tukaj delovni čas ob vsem tem, kar je sindikat upokojencev opozoril. Davčne uredbe so lex specialis, mislim, da drži. In davčna uredba jasno govori, bom kar prečital, da usklajena višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno delo za občasno delo v letu 2021 je najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca znaša 5,5 evrov od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022. Najvišji skupni dohodek za opravljeno delo začasno ali občasno delo v koledarskem letu v 2021 pa znaša 8.235,53 evra. Torej, govorimo o nekih zneskih, ki so že opredeljeni. In zdaj, če gremo retrogradno računati, maksimalni znesek in število ur, ki ga zakonodajalec predlaga, oziroma ki ga je skupina predlagala, pridemo na neko smešno urno postavko. In to, kar sindikat upokojencev opozarja, je, da najprej gremo se pogovoriti, po kateri ceni bodo te ljudje delali, kateri bodo zmogli delati, in šele potem, koliko ur bodo lahko delali. Ker ne nazadnje, zdaj določiti urno postavko, ki ne bo zagotavljala niti preživetja, jaz vam povem, nobeden ne bo delal. Zato mislim, da je na vas,
da naredite preračune na ministrstvu, da se zmenite z davčnim uradom oziroma s finančnim ministrstvom, ker bo treba kako uredbo tudi spremeniti in šele potem se lahko pogovarjamo o nekem zakonu, ker drugače bojo imeli delodajalci velike težave, ker ne bojo mogli obračunavati po tistih zneskih, katerim so se lahko tudi dogovorili za posameznikov. To je ena stvar. Druga stvar pa je res, s plačami nekaj narobe, da ljudje ne želijo delati do 40. leta oziroma da grejo prej v penzion. Hvala. Hvala, kolega Antaver, replika, če sem razumel. Ja. Kolega Rožič, ko te poslušam, imam občutek, kot da si ne želiš tega zakona. Toliko nejev si povedal. Prvič imamo v enem primeru, prej smo se pogovarjali o hierarhiji pravnih aktov, imamo zakon, potem imamo pa uredbo, ki je podzakonski akt, ki se je lahko spremeni takole, če sem prav odkrit, čeprav, no, skoraj takole. Zdaj, praviš preračunati in tako naprej. Če te odločitve ne bo hitro, potem gospodarstvo ni potrebno. Potem gospodarstvo ni več potrebno, ker bo konec ostalega. Z ostalim se pa strinjam s tabo. Jaz sem rekel, da je treba prisluhniti, da je treba kvote dvigniti, vrednosti ure treba dvigniti in seveda posledično, hvala za opozorilo, je potrebno tudi uredbo uskladiti vsaj za to določeno obdobje, zato da ne bo na koncu država tista, ki bo največ potegnila od tega, tisti, ki bo delal pa ne. Zato prosim, če je to, ampak to se da ob dobri volji zelo hitro narediti. Čez 2 meseca delodajalci, zdaj govorim iz vidika delodajalcev, tega ne rabimo več, ker bo epidemija se bistveno zmanjšala, prisotnost bo večja. Samo o tem govorim. Razlog, zakaj smo tako hitro hoteli to in vesel sem, je to. Ja, gospod Rožnič, to mi kažete, to pomeni, jaz sem za to, da se to uredi. To ni interesno vprašanje. To je vprašanje gospodarstva preživetja in možnosti, da lahko upokojenci delajo. Zato me besni to tlele huravno nabijanje, pa vse drugo ostalo. Mi smo želeli eno samo reč. Omogočiti pretrgan delovni proces. To je vsa znanost. In se strinjam ob dostojnem plačilu za to. Neto plačilu seveda. Hvala. Kolega Antaver, nadaljujemo z razpravo, besedo ima državna svetnica Lidija Jerkič. Ja, jaz bi prosila, se tole ne spremeni zdaj v spopad med delodajalci in delojemalci, zato ker je začel si ga ravno kar. Pa kar nadaljuješ ga. Predlagatelj zakona je Ministrstvo za delo. Ne, bo dokončala, pa imate vi potem besedo. Proceduralno je imel. Hvala, doktor Gams. Pri mikrofonu sem jaz ta trenutek, ne. Predlagatelj tega zakona je Ministrstvo za delo in rekla bom tisto, kar sem že parkrat povedala v tem času. Če bi bil socialni dialog, če bi deloval ekonomsko-socialni svet, bi pravočasno opozorili na to, da manjka pol zakona. Jaz razumem legitimno pobudo delodajalcev, da so si želeli nadomestilo za ljudi, ki v tem trenutku ostajajo doma zaradi bolniškega staleža, da je pomanjkanje delavcev, da vidijo priložnost pri zaposlovanju starejših. Popolnoma jasno, če sem še, zdaj jaz odprla debato, če sem še malo zlobna, mi je tudi jasno, da niso razmišljali o tem, da je urna postavka tukaj prenizka in da je limitirana, ampak predlagatelj je Ministrstvo za delo, tisto, ki mora paziti na interese tistih, ki so delojemalci zaposlenih, tako delavcev kot tudi upokojencev, pa redno ne pazi. Pobuda v državnem svetu je bila dana 14 dni, 3 tedne nazaj. Neverjetna hitrost sprejemanja zakona. Mislim, tole, če bi se kaj drugega tako hitro sprejemalo, bi bila včasih navdušena in to mi daje upanje, da se s tako nadzvočno hitrostjo da vse skupaj tudi popraviti, preden bo prišel zakon v državni zbor. Še nekaj,
Strinjam se s tem, da je namen nadomeščanje v epidemiji. Zato ni nobenega razloga, da ta zakon po tako nizki ceni dela velja do konca leta. Nobenega razloga ni za to. A ne? Kolegi iz sindikata upokojencev, ki je del Zveze svobodnih sindikatov, so bili na seji predsedstva celo majčkeno bolj ostri, kot je bil kolega Golja danes in je rekel, potegnejo nas iz žepa samo takrat, ko nas rabijo, pa še takrat nas ne bi ustrezno plačali. Meni se mora reči zraven postavlja še eno vprašanje. Kaj pa zaščita teh delavcev? To je najbolj ranljiva kategorija ljudi, ki jih zaposlujemo, zato ker nam mlajši, manj ranljivi ostajajo doma na bolniškem staležu zaradi covida. Ampak to je zdaj vprašanje zdravstva verjetno, pa odločitve konec koncev tudi posameznega starejšega delavca, če v tako zaposlitev sprejel. Tako res včasih smo malo dvolični, ampak skratka poziv. Jaz nimam nič proti, če v času, ko ni ljudi, ki obolevajo, starejši, ki to hočejo, sprejmejo dopolnilno zaposlitev. Ampak a jih lahko plačamo vsaj toliko kot tistega, ki ga nadomešča, a smo lahko toliko pazljivi, da jim ne bodo potem od penzije jemali, pa dodatnih davkov obračunavali, ko pomagajo v bistvu gospodarstvu. Celo več bi jih mogli nagraditi kot tisti, ki so ostali doma zaradi bolniškega staleža, če smo čist pošteni. Krizni dodatek bi mogli še zraven dobiti, pa ne tega, ki ga talamo s PKP-ji, kadar imamo 5 minut časa. Hvala. Hvala, kolegica Jerkič, dr. Gams, postopkovno ste želeli? Potem pa izvolite razprava, prijavljeni ste bili. Hvala lepa za besedo. To je pa spet en izmed predlogov zakona, ki ga bom z velikim veseljem podprl, o katerem govorimo 15 let, verjeli ali ne. 15 let se v našem strokovnem združenju demografskem, prirejamo konference in podobno. Sam nisem najboljši demografski strokovnjak, ampak pač demografski strokovnjaki pridejo in se srečujemo, to debatiramo in govorimo o teh demografskih dogodkih, kako bodo pač mali evropski narodi, kot je slovenski, izumrli. To ljudje še zdaj nekateri ne verjamejo z neznanega razloga, čeprav je izračun zelo preprost, je trivialna stvar s srednješolsko, osnovnošolsko matematiko. In pa govorimo, da je treba starejšo populacijo, ki hoče delati, vključiti. Razumem, da tiste čase, ko je bila velika brezposelnost, takrat je bil pritisk, da grejo čim prej v pokoj. Čeprav bo to finančno škodljivo, ampak del gospodarstvenikov tega ni razumel, ker je pač za enega direktorja je bolj učinkovito, če ne jame enega mladega iz tujine, ker bolj zagrizeno pridno dela, kot pa nek upokojenec, ki morda ni več zmožen s tako energijo to početi. To razumem, da je lokalni interes, recimo direktorja. Ampak stališče države je pa račun drugačen. Stališče države je treba potem najti kompromis. In če pogledate, koliko delovnih let dela posameznik v Sloveniji ali pa povprečno v Evropi ali pa v Ameriki, ugotovite, da smo pri nas zelo, kako bi rekel, neki čudni do starejših. Jih rinemo v pokoj, če hoče ali pa nočejo, sam da se jih znebimo, tako kot je omenil predstavnik sindikatov, bomo tudi čestitam in ga pozdravljam v tej priliki. Ampak, ker tudi demografija v drugih državah Jugoslavije deluje na podoben način, rojstva se zmanjšujejo, Hrvaška je postala vmesnik, ki pobira veliko delovne sile, lahko grejo v Avstrijo na dvojno plačo, zaradi tega in zaradi tega, ker imamo 10.000 otrok na leto premalo, bo sistematično primanjkovalo delovne sile in bo čedalje večji pritisk na to, da najdemo sistemsko rešitev za starejše, ki hočejo delati. Ne da zdaj nekoga, ki je zgaran do smrt, da ga prisiliš, da dela še ne vem koliko let, ampak tisti, ki bi pa lahko, pa hoče, ki je sposoben narediti, je to ena izmed dveh najbolj osnovnih stvari, ki to naša demografska združenja 15 let govorijo. In jaz upam, da se bo kaj od tega prijelo in zelo bi si želel, da bi to vašo idejo, ki je trenutno kot rešitev za korono, da bi to z razmišljanjem o vsaj nekaj let naprej,
da bi to sistemsko upeljali. Recimo, ko ne bo velike brezposelnosti, naj se sistematično omogoči starejšim nekaj podobnega kot sedaj. Hvala lepa. Hvala, dr. Gams. Besedi se prijavil državni svetnik Mitja Gorenšček. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Ja, jaz bi izrazil rad zadovoljstvo, da so na predlog delodajalskih oziroma interesne skupine delodajalcev, da se je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve tako hitro odzvalo. V osnovi s njihovim predlogom rešujejo ta problem. Glavna kvaliteta je tukaj, kot sem rekel, hitrost. Vemo, da epidemija je v preteklih tednih zelo hitro naraščala, da so podjetja imela zelo velike težave za zagotavljanje potrebne delovne sile. Tako pa, ko je hitro naraščala, tudi hitro upada, zato bi bilo zaželeno, da ta zakon čim prej stopi v veljavo. Strinjam se tudi s pripombo predstavnika upokojencev. Jaz mislim, da na to mogoče ministrstvo še ni pomislilo. Računica je zelo enostavna. Minimalna plača deljena 174 ur je 6,17, tukaj tudi najnižja tarifa za študentsko delo in to tudi preprečuje potem nelojalno konkurenco upokojencem. Verjamem, da so tudi na to pomislili, verjamem, da je še čas, da to stvar tudi korigirajo in da zadeva, kot sem rekel, čim prej zagleda luč sveta. Hvala, kolega Gorenšček. Ja, če ni prijav, bomo seveda nekaj povem, da vlada sama ne upošteva socialnega dialoga, tako kot se je upozorjeno, bilo tudi večkrat strani delodajalcev, delojemalcev ne teče, zato sem vesel, da to na komisiji včasih opravimo, pa namesto vlade izvršimo to. Tisto, kar pa mene pravzaprav bolj moti, pa je, da vlada ne spoštuje resolucije o normativni dejavnosti, kjer jasno piše, da mora zakonom priti tudi podzakonski akti. In ta uredba ni nekaj grozno velikega, da bi bilo treba 100 pravilnikov podobno spisati. In da, tako kot ste že povedali, je sicer še čas, zato bomo seveda potem prosili gospod generalno direktorico, da to pokomentira, ampak zdaj bi, če bi bila ta uredba priložena, bi točno vedeli, na čem smo in časa za rešitev tega seveda je tudi popolnoma dovolj in pa to, kot ste tudi omenili, treba poskrbeti za zaščito starejših delavcev, kljub vsemu je tu posebni pogoji dela nastopajo in bo treba tudi na tem področju verjetno nekaj več pozornosti. Zdaj, ker ni prijav za razpravo, gospa generalna direktorica Peršina, prosim, izvolite. Gor, ja. Hvala lepa ponovno za besedo, tudi hvala za vse komentarje. Bili so zelo argumentirani, tako da bi želela morda samo nasloviti vprašanje glede urne postavke, oziroma omenja se uredba, pravilno je odredba, in sicer urna postavka in višina, se pravi letna višina dohodka za začasno in občasno delo upokojencev, se usklajuje enkrat letno, tako je določeno v zakonu, in sicer za odredbo o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno in občasno delo. Trenutna odredba, ki je bila poslana oziroma objavljena v uradnem listu in ki stopi v veljavo 1. marca 2022, zvišuje urno postavko na 5,77 evra. Zdaj, v primeru, da bi bil sprejet zakon, šele morebiten sprejem tega zakona bi nam potem dan tudi podlago, da na podlagi nove zakonske ureditve odredbo popravimo. Tako da tukaj ni omejitev in potem seveda tudi preračunamo, kakšen bi nov maksimalni znesek. Tako da tukaj so seveda možnosti, da odredbo naknadno popravimo, kolikor bi prišlo do sprejembe zakona. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo in bomo prešli na odločanje, da sicer ne vem, zakaj je predlagatelj zakona ušel ven iz dvorane. Kako? Ne, mislim. Vsebinski predlagatelj kolega Antaver, ki je tudi povedal, da je bil to njegov predlog, zdaj ga pa ni v dvorani. Aha.
Prav. Potem pa nadaljujemo z delom in sicer na glasovanje dajem dva predloga sklepa in sicer prvi predlog sklepa se nanaša na zakon in sicer Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela podpira in drugi predlog sklepa je, da komisija poziva predlagatelja, da naj v nadaljevanju zakonodajnega postopka oziroma po sprejemu zakona, če smo pravilno zdaj povzel, kar je rekla gospa generalna direktorica, takoj pristopi k spremembi odredbe o višini urne postavke in višini dohodka za opravljanje začasnega in občasnega dela in jo izenači z urno postavko za delo študentov v višini 6,17 evrov, obenem pa naj seveda poskrbi tudi za ustrezno zaščito starejših delavcev, ki ki te skupine, ranljive skupine, ki se predlog zakona dotika. Upam, da sem ustrezno oblikoval, tako, ja. Gospa Lidija Jerkič, izvoli. Samo obrazložitev glasu. Že, prav. Ja, sej, da pa. Ja, zdaj, če bi zakon že v osnovi vseboval vse te varovalke in predpostavke, o katerih smo se pogovarjali, potem bi ta zakon lahko podprla. Ker pa tega nima, ker je vse temelji zdaj na priporočilih in na nek način dobrovoljnosti vlade v nadaljevanju, pa tega zakona ne bom podprla. Hvala, doktor Gams, izvolite. Hvala lepa. Predlagal bi približno naslednji sklep, ki ga prosim predsednika, da ga pomaga formulirati. Namreč, da predlagamo, da se ustrezno, tako kot je predlagal predsednik sindikata, da se ustrezno reši udejstvovanje starejših oziroma upokojeni. Se pravi, da upokojeni dobijo sistemske rešitve, da se lahko vključijo v delovne procese. Nekaj takega. Hvala lepa. Doktor Gams, se upravičujem, ampak ne znam oblikovati, kot vas prosim za predlog sklepa, ker ne znam oblikovati, ker ne vem, kaj naj bo. Priporočilo bi bilo, da mi izglasujemo priporočilo, da se približno podobna rešitev pravno uveljavi. Okay. Se bomo šli po vrsti. Torej, gremo lepo po vrsti. Najprej bomo odločali o podpori zakona, potem o pozivu komisije, da vlada takoj pristopi k spremembi odredbe in potem o predlogu dr. Gamsa, da se podobna rešitev uvede kot trajni ukrep. Okay. Torej, na glasovanje dajem predlog sklepa. Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela podpira. Razumem, da ste že prej izkoristili možnost obrazložitve glasu, tako da prosim, kdo je za? 2, 4, 5. Kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da smo ta sklep sprejeli. Naslednji predlog sklepa je, da komisija poziva predlagatelja zakona, da naj v nadaljevanju zakonodajnega postopka oziroma takoj po sprejetju zakona pristopi k spremembi odredbe o višini urne postavke in višini dohodka za opravljanje začasnega in občasnega dela in sicer, da izenači urno postavko za delo, kot je velja za delo študentov v višini 6,17 evrov, ter da ustrezno zagotovi tudi varstvo starejših delavcev na delovnem mestu. Prosim, kdo je za tak sklep? 7. Kdo proti? In potem imamo še sklep, da komisija priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve, da tak ukrep uvede kot trajno rešitev dela upokojencev. Kdo je za tak sklep, prosim? 4. Kdo proti? 4. Ugotavljam, da sklep ni bil izglasovan. Na podlagi odločanja oziroma glasovanja in poročila bomo pripravili mnenje komisije, ki ga bomo predstavili matičnemu odboru. Zdaj zasedanje še ni določeno, bi pa
tokrat predlagal, da spoštujemo jus prima noctis in da je poročevalec k temu zakonu kolega Igor Antaver. Strinjate? Hvala. S tem zaključujem obravnavo sicer druge, formalno pa prve točke dnevnega reda. Želim vas samo spomniti, da imamo sejo naslednji četrtek, 17. februarja 2022 ob 14. uri v isti dvorani. Hvala vam za udeležbo in sodelovanje, hvala tudi vabljenim. Želim vam prijeten preostanek dneva, seja je bila zaključena ob 15. uri in 35 minut. Evo, zdaj smo počasi.